Ana Bogataj se še dobro spomni, kako je teta Marta pred desetletji pristala v finančni zagati, ko je ostala sama z otrokoma in slabo plačano službo tajnice v podjetju z negotovo prihodnostjo. Že takrat je Ana sprevidela, da je v življenju samo ena gotovost in to je, da nič ni gotovo. Čeprav je vedela, da se vedno lahko zanese na družino, si je obljubila, da bo svojo prihodnost vzela v svoje roke. Spoznala je, da tudi statistika ne gre vedno ženskam v prid. Živijo dlje od moških. Delež višje ali visokošolsko izobraženih je večji kot med moškimi, a imajo v povprečju nižje plače in s tem pokojnine. Zato so tveganju revščine izpostavljene v večji meri. So strastne nakupovalke, živijo v limitu, niso naklonjene večjim tveganjem in imajo občutek, da so se odpovedale svoji svobodi in finančni neodvisnosti. Željo, da si nekoč ustvari družino, je hitro povezala z zavedanjem, da bo morala poskrbeti za finančno varnost sebe in svojih otrok, da bo bolje pripravljena na soočenje z izzivi, če tudi njo kdaj doleti kaj podobnega kot teto Marto. Ana se zato že od mladosti trudi premišljeno ravnati. Izogiba se nesmiselnim nakupom, se kdaj pa kdaj odpove kakšni kavici. Pametno si deli stroške prevoza v službo s sodelavci, predvsem pa skrbi za redno spremljanje osebnih financ in usklajuje izdatke s prejemki. Vse to ji pomaga, da se danes počuti varno in da jo res težko kaj preseneti. Razen morda njen Martin.